Že nekaj časa nazaj smo vas prosili, da tudi sami posnamete naše skeče in da nam jih pošljete. In ne boste verjeli, to se je tudi zgodilo. Eden izmed najboljših je prišel iz Logatca. Kaj hočete videti? No, tukaj je odlomek. Ja, ura je 11 in naš Blaž ima vedno malce ob 11. Gospa, pa ne morate med govorilnimi urami imeti malce. Sej za vas imam tudi en sendvič. Ne bom nobenega sendviča. Je zelo dober. Vse mi je, gospa, nočem nobenega sendviča. A boste z ogrsko ali s pršutom? Z mano so učenci osnovne šole Tabor Logatec, ki je posnela ta skeč. Živijo ekipca. A lahko začnemo s tem, da se vsak predstav pa pove, koga je igral v tem skeču? Sem Ana in sem igrala babico. Jaz sem Gašper in sem igral profesorja na faksu. Jaz sem Brina in sem igrala mamo. Jaz sem Žiga in sem igral študenta Petra. Dobar. Gašper, ti si igral mene, ne? Zdaj, kar mene najbolj zanima je, kako si se ti pripravil na mojo vlogo? Kako si, da si me tako dobro si me zadev? V resnici pač najprej smo seveda mogli scenarij in potem so še scenarij so spomladi tik še pred snemanjem še kaj pošiljali. Tako da v resnici sem si pred snemanjem mene dvakrat prebral. No, pa na snemanju smo pa bolj to pilili. Ene dvakrat si prebral ta scenarij? Ja, pač drugače sem ga pa že odprej, tako sem ga imel malo v glavi, zato ker sem že prej poslušal vaše skeče in sem ga imel pač saj tako malo v glavi. Jaz sem se učil ta skeč po moje da en mesec, tako da bravo, zelo dobro. Kaj pa ostali? Kako ste se ostali pripravljali na vaje? Kdo imel kakšno posebno metodo? Ne, jaz sem sam v bistvu gledala, kako ste vi igrali in potem probala čimer podobno. Okay. Jaz sem enkrat dvakrat pogledal filmček, da sem si nekaj predstavljal, kakšni gibi pa... Ok, ti si že študiral neke gibe pa te zadeve. Ana, si še ti imela posebno tehniko? Ne, babica Juž je imel, po mojem, sam besede, ni imel ravno stavkov. Ja. Doskrat mu ne damo ta velikih stvari za govoriti. Ja, tako je. Kako ste pa posneli ta skeč? Kakšna je bila oprema, kdo je montiral, režiral te stvari? Večinoma smo posneli sam v tej razredni uri ali pa po šoli. Snemal je pa sošolc Žbe. Ok. Pa s telefonom ste imeli profesionalne kamere? Malo boljše kamere, sam ne spet, tako kot jih imate tlele, malo boljša kamera, ne pa spet neka profesionalna. Lej, so tudi te kamere, to lahko kar vzamete, ko gre, se sploh ni panike, to mi posvojamo, brez problema. A se drugače tudi vi ukvarjate s komedijo, s snemanjem, z igro? Ne. Mislim, vsak natečaj, ki je, v šoli probamo čim več. Smo bili četrti na enem natečaju že, to je pa to. Ok. Se kdo od vas še s čim ukvarja takim? Bi kdo rad bil igralec, igralka? Jaz. Ti bila rada igralka? Jaz sem tudi malo gledal, ker foto sam. Bom še videl, še z drugih stvari. Ok, so še druge zanimive zadeve, ampak igralce tudi vidva. Jaz sem hotel biti, ker sem bil še mehen, sem hotel biti Hulk. Hulk si hotel biti. Ok, prav super junak, v redu, v redu. Drugače radi gledate Osvežilno fronto? Ja. Kje so vaši najljubši skeči? Z dojenčki. Ja, absolutno, dojenčki so kar zabavni. Še kaj? Zoom, Mila. Aha, Mila, v redu. To so komplimenti vse za naše igralce, v redu. Meni so bili te na korono, so mi bili najboljši. Super, tam sem tudi jaz. Ja, šlo na nadaljavo, te so mi bili najbolj. Ok, dober, hvala lepa, Gašper. Hvala, da ste prišli k nam v studio. Upam, da se še kdaj vidimo. Hvala tebi. Lepo se imete. Vsi ostali še vedno ste vabljeni, da posnamete katerega od naših skečev in da nam ga pošljete na naš naslov osvežilna.front@rtvslov.si in mogoče boste tudi vi lahko prišli k nam v studio.